Ok. Um, Toplo pozdravljeni vsi, ki ste uspeli priti ob tej uri na naše srečanje. V tem tednu se z ukrajinsko delegacijo mudi v Sloveniji naš današnji gost, dr. Andrej Horvat. On deluje v Ukrajini že od leta 2017 in sicer kot namestnik direktorja programa ULEAD. Ta kratica bo gost povedal, kaj to pomeni. To je program pomoči nemške vlade pri vzpostavljanju predvsem vzdržne lokalne samouprave v Ukrajini. In sicer v okviru nemške organizacije za mednarodno sodelovanje Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Dr. Horvat je doktoriral iz ekonomije in poslovnih ved na Dunaju. Bom preskočil stvari, mnogi se ga spomnimo, je bil državni sekretar v slovenski vladi, v dveh slovenskih vladah. Zadnjih 15 let pa je pri tej organizaciji nemški zaposlen in je najprej deloval v Beogradu, kasneje v Turčiji, če sem si prav zapomnil, in kot sem že omenil, od 2017 v Ukrajini. V zgoščenem programu obiska je našel trenutek za predstavitev programa in lastnih opažanj oziroma izkušenj pri izvajanju projektov pomoči in obnove v Ukrajini. Dr. Horvata prisrčno pozdravljam na našem društvu. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Preden pa mu predam besedo, pa nekaj uvodnih besed z moje strani. Naši mediji skoraj vsakodnevno poročajo o ruskih dronih, ki padajo na Ukrajino in rušijo stanovanjske in strateške objekte. Poročajo pa tudi o ukrajinskih dronih, ki napadajo energetske in druge cilje v Rusiji. Medtem pa spopadi na frontni črti potekajo s presledki ves čas. Do februarja leta 2022 se je ohranjala razmejitvena črta s pomočjo opazovalne misije OVSE, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. Od 24. februarja 2022 po ruskem napadu pa je spopad prišel v izčrpujočo vojno. Na ekranih vidimo predvsem posnetke poškodb na zgradbah, kjer živi civilno prebivalstvo. Čeprav naj bi droni ciljali vojaške, energetske, infrastrukturne, komunikacijske in druge strateške objekte. Dnevno sledimo tudi izjavam predsednika Zelenskega o ruskih napadih na civilne objekte. On se tudi pojavlja pri zgradbah, ki so poškodovane, in opozarja na smrtne žrtve in skoraj vsakodnevno opozarja, alarmira Zahod, z veliko začetnico Zahod, da se Rusija ne bo ustavila v Ukrajini. Temu najmočneje pritrjujejo tudi Balti in Poljaki. Velika razdejanja se dogajajo na območju fronte. Tak primer je danes Pokrovsk, predtem pa že Bakhmut, Mariupol in nekateri drugi kraji sedaj na zasedenem ozemlju. Žrtve med vojaki so velike in verjetno segajo v vsako ukrajinsko vas. Od časa do časa, kot nam povedo mediji, potekajo izmenjave tisočev vojnih ujetnikov, pa tudi trupel padlih vojakov. Zgleda, da konca vojne ni na obzorju. Torej, sprašujemo se, kje so največje poškodbe, razdejanja, kje je največ škode, kaj je potrebno nepretrgoma obnavljati, vzdrževati, popravljati. Ukrajina je ogromna in redko poseljena, razdalje so velike. Kako je mogoče vse to obvladovati? Kje ljudje najbolj trpijo? Je območje ob frontni črti izpraznjeno?
Toda ne glede na vse te alarmantne novice, ki prihajajo na naše ekrane in časopise, Ukrajina v zaledju fronte funkcionira. Državne institucije, državna in lokalna uprava, policija, šole, univerze, kulturne institucije delujejo, podjetja delujejo, gradbeništvo menda cveti, vojna industrija se širi, promet poteka, vlaki vozijo, ljudje hodijo v službe, trgovine poslujejo, ljudje obiskujejo lokale in restauracije. Skratka, poskušajo živeti, kar se da normalno, med sporadičnimi alarmi pred droni. Vlada se pogaja za vstop v Evropsko unijo. Oskrba z elektriko, vodo, hrano več ali manj deluje s pogostimi resnimi prekinitvami. Nemška razvojna agencija je angažirana v Ukrajini že vrsto let. Torej, kakšna je Ukrajina danes? Kaj si lahko obetamo? Reforme, ki se izvajajo z nemško pomočjo, so obsežne, neomejene, namenjene sedanjosti, še bolj pa prihodnosti. Bo Ukrajina išla iz te vojne bolje organizirana kot pred 8 leti, ko si prišel tja? Torej, Andrej Horvat, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Hvala za to povabilo. Meni je čast, da lahko danes nekaj povem o tem, s čim se ukvarjam v Ukrajini. Predvsem želim povedati, da program, za katerega delam, je evropska pobuda, ni samo nemška pobuda. Gre za sodelovanje med Nemčijo, Poljska je vključena, Danska je vključena, Francija je tudi zraven, Danska in Slovenija nenazadnje. Zdaj se pričakuje, da bi naj še Avstrija šla zraven. To je k eni pobudi, ki je v bistvu projekt. Se imenuje JULIT. Kratica pomeni Ukrajina minus Local Economic, potem A je za accountability, pa development. Skratka, gre za razvojno zgodbo. Zdaj naj najprej povem nekaj o tem, v bistvu, da je dejansko ta GIS, Nemška razvojna agencija, ki je vladna agencija, torej Nemci imajo to zelo inteligentno zrihtano, imajo vladno agencijo, ki je v 100% lasti vlade in prek nje izvajajo razvojno pomoč. Imajo potem tudi razvojno banko, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ki tudi izvaja v bistvu razvojno pomoč v cirka 100 do 120 državah v svetu. Skratka, gre za nek način zunanjo politiko. JULIT je program, ki je začel delati 2016. leta in ideja je bila, da takoj po Majdanu, skratka, kako so rekli, Revolution of Dignity 2014. leta, je bil eden od prvih predlogov takratnega parlamenta, da se gre v reformo lokalne samouprave. To pomeni bottom-up approach, od spodaj navzgor. Kaj to pomeni? Da od 11,000 občin, vasi, torej vasi, mest, krajev, ki so imeli neke vrste status občine, kot bi mi danes rekli, v ukrajinščini se to imenuje hromada, da se to združi v funkcionirajoče občine. Danes imamo, torej to je bilo prostovoljno združevanje, tako imenovana amalgamation, amalgamacija, ne vem, kak je pravni izraz za to pri nas, ampak združevanje občin iz 11,000 v danes 1469. Do leta 2020 je bilo več kot, torej bilo cirka 60% teh 11,000 se je prostovoljno odločilo, kako se bodo združili. To je bila tako imenovana teritorialna reforma, kjer so potem prve volitve se izvedle oktobra 2020 in na teh prvih volitvah na lokalni ravni, govorim, poudarjam,
so dobili župane in županje, so dobili mestne svetnike in svetnice. To je ena od redkih uspešnih reform v Ukrajini, torej tako imenovana reforma decentralizacije. Naslednja raven bi naj bila potem še reforma regionalne ravni, ker Ukrajina nima lokalne samouprave, recimo na regionalni ravni, ni federativna država. Ampak se regije upravljajo dejansko na nek način, recimo temu iz predsedniške palače. Predsednik postavi guvernerja in potem na regionalni ravni se te stvari izvajajo. To je zelo pomembno povedati v kontekstu današnjih dogajanj, ker to je eden od razlogov tudi, da je Ukrajina danes resilient, odporna. Pomeni, da niso čakali, ko se je začela vojna 22. leta na ukaze nekoč iz Moskve, danes iz Kijeva, ampak so župani, ljudje, ki tam živijo, se organizirali ali glede beguncev, ali glede pomoči, ali glede tudi odpora kot takega. Teh nekaj prosojnic je v bistvu res izbor. Ene manjkajo, predvsem manjkajo tiste, ki mi je žal, kjer smo mi v letu 2022 že marca peljali v Ukrajino prve tovornjake za slovensko pomočjo, kjer je šlo za vključevanje slovenskih občin. Namreč skupina županov je bila 21. leta oktobra v Ukrajini na srečanju z ukrajinskimi župani, to je program, pobuda, ki se imenuje Bridges of Trust, mostovi zaupanja, v ukrajinščini so mostovi do vere, in gre za sodelovanje med občinami iz Ukrajine in občinami iz Evropske unije. In Slovenija je tu od začetka bila vključena. Mi smo marca peljali prvi tovornjak, potem smo jih peljali še 3, nekoliko, recimo, hudomušno temu imenujemo, da je to bil zelo partizanski oziroma gverilski pristop, ker smo se dejansko samo organizirali in to ni bilo v okviru velikega programa, za katerega jaz delam. Veliki program, za katerega delam, je potem junija poskrbel več kot 300 občin za najnujnejšo opremo, kot so recimo motorne žage, kako se že temu reče, za elektriko, generatorjev in tudi druge najnujnejše opreme. Zdaj, decentralizacija je dejansko tista zgodba, kjer jaz moram povedati, da je presenetljivo dobro funkcionira. Od leta 2020 naš program pomaga občinam, predvsem malim občinam, majhnim občinam, pri vzpostavljanju finančne službe, pri vzpostavljanju lokalnega razvoja, ekonomskega, socialnega, pri vzpostavljanju različnih funkcij, primarno zdravstvo, primarno šolstvo. Zdaj, narobe je povedati vzpostavljanje, ker oni so to vse imeli, vendar recimo pri reformiranju in reorganizaciji tega in predvsem pri vlogi občine. Kakšno občino ima vloga pri tem? Vsaka občina bi naj imela tudi, torej to je bil eden od pomembnih elementov projekta, tudi tako imenovani, mi pri nas imamo upravne enote, tam je to skoraj v vsaki občini, kjer lahko dobiš dokumente, tudi pasoše in tako naprej. To je bilo nekaj čisto novega, ker drugače je prej to bilo vse zelo centralizirano. Pored te reforme decentralizacije, teritorialnega, je šlo tudi za reformo primarnega šolstva in za reformo primarnega zdravstva. To je na ravni občine, kjer je prej država iz Kijeva direktne dotacije oziroma pošiljala prek regionalne ravni, potem imajo oni še rajon in preden je prišlo do občine, se je mogoče kaj porazgubilo oziroma ni bilo tako učinkovito, kot je to zdaj, da gre dejansko naravnost do tistega, ki pač s tem upravlja, za šolo, za bolnico, podobno. Trenutno je ta projekt v 3. fazi, mogoče zanimivo, kaj dela Slovenija v okviru tega projekta. Se lahko vprašate, zakaj je Slovenija tu zraven. Ministrstvo za zunanje zadeve je pri nas odgovorno za mednarodno razvojno pomoč in obstaja pač sporazum o sodelovanju med ministrstvom in med to nemško razvojno agencijo, za katero delamo, ki pač dela po nalogu nemške vlade. V to sodelovanje je vključen Center za evropsko prihodnost v Sloveniji,
ki je organizacija, ki dela recimo v okviru Ministrstva za zunanje zadeve. Imajo sedež na gradu Jable, verjetno večina ve, kaj o tem, pozna to. Gre za eno inštitucijo, ki ima velik potencial in ki bi jih recimo v Sloveniji več imeli glede, kako plasirati razvojno pomoč. Da bo čim bolj skoncentrirana, šla v ene stvari, kjer se bo viden učinek in da se dejansko preveč ne razpršijo stvari. Zdaj, kaj dela Center za evropsko prihodnost v okviru tega programa? Imajo več teh prioritet. Ena je neposredna pomoč na področju regionalnega razvoja in pomoč pri pogajanjih na tem področju. To je poglavje 22, regionalni razvoj in koordinacija strukturnih instrumentov, evropski skladi, če hočete. In pa predvsem spodbujanje sodelovanja med občinami. Zdaj, kaj pomeni spodbujanje sodelovanja med občinami? Mi smo imeli nekoč zelo razvito, v dostih občinah še to funkcionira, sodelovanje z občinami iz nekdanjih republik. Smo se vozili, jaz sem z Murske Sobote, smo se vozili v Paračin, torej kar veliko je bilo tega sodelovanja. Tule je nekaj podobnega s tem, da se poskuša iti na bolj sistemsko zadevo in to je, da se tudi izmenjujejo torej ljudje, ki delajo v teh občinah. Skratka, nekdo pride iz ukrajinske občine v slovensko občino, je 3-4 tedne v slovenski občini, neko sekundiranje, praksa, karkoli že, ampak ta človek iz ukrajinske občine se ukvarja z nekim, torej s projektom, lahko je to prostorsko planiranje, lahko so odpadki, lahko je vzpostavljanje, turističnega centra, poslovne cone, karkoli že, se to poskuša pogledati, kako to pri nas izgleda, potem gre nazaj in recimo, da kaj več ve, kot je vedel prej. Konkretno imamo tako imenovan program mentorstva. Naslednji teden pridejo ljudje iz obratene občine iz Volina, iz regije Volin, v Slovensko Bistrico, recimo. To je en tak program. Zdaj so bili, letos tudi je bil Lenart, ima sodelovanje z občino Bibrka, ki je iz Lvivske regije. Potem je noter tudi Hrastnik, ki ima sodelovanje z Drogobičem, tudi iz Lvivske regije. Skratka, to sodelovanje med ljudmi, people to people approach je ključno. Tako za naše ljudi, ker dejansko Ukrajina je daleč, je geografsko daleč, čeprav je nažalost vojna približala, v bistvu je ta vojna mogoče meter ali pa 2 do televizijskega ekrana. Tako je zelo pomembno, da se ljudje srečujejo in da poskušajo pomagati drugim. Vendar še enkrat, ne gre samo za humanitarno pomoč. Humanitarna pomoč je na začetku bila zelo pomembna, vendar gre predvsem za to, da se poskuša vzpostaviti te stike, ki potem lahko potencialno pomagajo tudi pri sodelovanju med šolami, pri sodelovanju med bolnicami. Zdaj delamo na tem nekaj, da bi se regionalne bolnice tudi bolj povezale, kot tudi gospodarstvo. Torej, ne smemo pač reči, da delamo to samo iz humanitarnih razlogov, ampak tudi zato, da potencialno se lahko odpira možnost za gospodarstvo. Da Ukrajina kot gospodarski potencial, lahko rečemo, ja, najprej mir, pa potem se bo vse obnavljalo. Glede tega, kar je bilo tudi povedano, da vse funkcionira, je Evropska unija naredila program, ki se imenuje Ukraine Facility in obstaja Ukraine Plan. To ste kaj spremljali, gre za 50 milijard evrov sredstev v tako neposrednih, recimo dotacijah, grantih, kot predvsem so tu krediti. Evropska investicijska banka, različne druge banke so tu tudi noter. To je tudi način, kako da lahko Ukrajina danes funkcionira. Skratka, to, da javna uprava funkcionira v Ukrajini, je financirano tudi iz tega. Je pa tudi noter razvojni denar. Od tega je več kot milijarda predvidenega za regionalno in lokalno raven in za projekte na regionalni in lokalni ravni. Mogoče iz teh nekaj
slajdov, ne, ki sem jih tule, oziroma, kako rečemo, prosojnic, bi izpostavil tole, ki ima, recimo, narisano Ukrajino in pravi PPF geografija. Naš program se je zelo angažiral pri pomoči občinam pri pripravi tako imenovanih občinskih investicijskih projektov. Tehnične dokumentacije za vrtce, šole, bolnice, potem vodooskrbo, potem kanalizacije, ker to je dejansko zdaj največja potreba. Veste, z ene strani pridejo tako imenovani veliki denarji, velikih fantov in punc, na drugi strani ni tehnične dokumentacije. Tu imamo podobno težavo in izzive tudi v Sloveniji z evropskimi sredstvi. Nihče ne investira v tehnično dokumentacijo vnaprej, nihče ne dela projektov na zalogo. Zdaj, seveda vidite, da je tole pokritost Ukrajine, tu gre za 25, skupaj za 20 občin, za katere smo pripravili 25 projektov, projektne dokumentacije, kjer se zdaj občine prijavljajo na razpise Evropske investicijske banke, ki daje sredstvo Ukrajine, same ukrajinske vlade in podobno. Zdaj vidite, tu imamo en tak primer, kako je ta meja in te stvari so gibljive. Nažalost, mi smo začeli s tem projektom, s tem programom v jeseni 2020. leta. Smo imeli še lansko leto maja srečanje z predstavniki teh občin, med njimi tudi Pokrovska, dva mlada človeka iz občine, ki sta zelo bila vključena dejansko pri pripravi tega iz oddelka za urbanizem in karkoli to tam imajo. Danes je Pokrovsk ruševina in ta otroški vrtec, oziroma ta, mislim, ko gre za šolo, zdaj nisem siguren, gre za šolo, za otroški vrtec, ta tehnična dokumentacija bo šla, ne vem, na let, kakorkoli bomo temu rekli, ne. Zdaj, podobno je z Selidovim, recimo, bomo videli, kako se bo ta stvar seveda naprej razvijala, kako se bo ta vzhodna meja dejansko premikala. Zdaj, če še pomeni to, ne, delati v Ukrajini kot taki trenutno je seveda veliki izziv. Za vse, ki delamo tam. Mi smo bili kot tujo osebje, ne, torej moram povedati, da ima Julit kot tak nekje čez 200 zaposlenih. Od tega nas je 6 ali 8 tujcev, torej ne Ukrajincev, pa jaz sem edini ne Nemec, pa še ena kolegica je, ki je Grkinja. Od tujcev. Nas so 2 tedna pred začetkom vojne potem poslali domov. Amerikanci so odšli že oktobra, novembra 2021. leta, ameriško veleposlaništvo, vsa druga veleposlaništva in vsi drugi smo mislili, se tako nič ne bo, vključno z Ukrajinci. Mi smo bili potem 6 mesecev v Sloveniji, pa zdaj delamo z Nemčijo. Skratka, jaz delam kot, torej mi rotiramo, jaz hodim vsakih toliko časa v Ukrajino, zdaj naslednjič grem v začetku decembra zopet. Jaz sem zadolžen znotraj programov za regionalni razvoj in za lokalni razvoj. Torej, sem zadolžen za razvoj. Jaz se ne ukvarjam toliko z zakonodajo okrog lokalne samouprave in tako naprej. In zato sem dosti na terenu. Zdaj lahko samo opišem, kako zdaj to izgleda na terenu, ne, ker to je zanimivo lahko, ne. Ukrajina je razdeljena na 24 regij, plus 3 po ustavi, ne, ki zdaj, ne, Krim je še zraven, Sevastopol ima poseben status. In od teh 24 regij mi imamo v vsaki regiji regionalno pisarno kot program, kateri smo imeli prej po 10 ljudi zaradi sodelovanja z občinami in spodbujanjem tega, da bi se združevale. To je glavni namen programa. Zdaj imamo 3-4 ljudi, ki delajo na različnih temah, tudi razvojnih, ampak predvsem zopet decentralizacija, lokalna samouprava in v tem smislu. Vsaka regija ima torej regionalno bolnico, regionalno vlado, regionalno neko oblast, in ima neke svoje strukture, ne. To je država, ki po nekih izračunih ima 40 do 50 milijonov ljudi. Ni bilo cenzusa že, mislim, da od leta 2000 naprej, vendar po nekih
metodah statističnih, kako se izračuna, koliko je ljudi, koliko kruha se poje, koliko mleka se spije, se potem to izračuna, koliko je dejansko ljudi in jih je bilo pred vojno po teh izračunih nekje 32 milijonov. To je država, ki ima nekaj milijonskih mest, ne, in ker sem prej omenil, mi se ukvarjamo z manjšimi občinami, to pomeni, ne delamo z Kijevom, z Lvivom, z Dnipropetrovskim, manjše pa veliko je zelo relativno. Torej v Sloveniji je manjše, kako smo se danes menili, Hodoš ima je 300 prebivalcev ali pa 600, ne? Ali pa 116, hvala, ne. V Ukrajini je manjša občina tista, ki ima recimo okrog 50.000 prebivalcev. Torej, mi delamo z občinami, ki imajo manj kot 50.000 prebivalcev, te rabijo tudi največ pomoč. Kijev, Lviv, še enkrat povem, imajo vrhunske ekipe, to so velika mesta, ki imajo dejansko tudi prihodke. Zdaj, 50.000 prebivalcev, seveda, ne, tega je od teh 1469, ki jih je uradno kot občin, je v tej kategoriji okrog 1300 je teh, ki so manjše kot 50.000 prebivalcev. Skratka, poseljenost je, ne, nekdo mi je rekel, ja, da je majhna poseljenost, torej za moj občutek je dejansko zelo relativno pogosta poseljenost v Ukrajini. Policentrični razvoj smo nekoč pri nas govorili in tudi še danes govorimo, ampak ogromno je takih mest, kot so Pokrovsk, kot so Selidove, ki imajo 60 do 80.000 prebivalcev, in sploh se ne tretira v Ukrajini kot veliko, ampak se tretira kot srednje do manjše. Še en zelo pomemben podatek, kaj je prinesla reforma decentralizacije, poleg direktnega, torej primarnega šolstva, primarnega zdravstva in pa to, kar sem povedal, teh administrativnih centrih za te storitve, upravne enote na nek način pri nas je, Ukrajinci so si izborili, da je občina dobi 64% personal income, če lahko to prevajamo dohodnine, ne vem točno, ampak recimo. Skratka, 64% od ljudi, ki živijo v tisti občini, oziroma 74% dohodka ostane občini. Skratka, občine imajo sredstvo, da lahko delajo nekaj. Skratka, niso to, torej mislim, da v Sloveniji tega ni na ta način, je pač to drugačen izračun. Zelo pomembno, imajo neki svoj proračun, kjer lahko povejo, ok, bolj mi je pomembno investirati v šolo ali pa bolj mi je pomembno investirati v cesto. Je ta odločitev recimo pri teh ljudeh. Zdaj, seveda, govori se zelo o tem, ali bodo volitve, kdaj bodo volitve, ali so lahko volitve sredi vojne, po ukrajinski zakonodaji to ni možno. 5-letni mandat ljudi, ki so bili izvoljeni oktobra 2020. leta, je potekal, mislim, da enih 3-4 tedne nazaj in je zdaj podaljšana zadeva, mislim, da je bila podaljšana za 1 leto. Vojna je tu prinesla noter recimo neko dimenzijo, ki je seveda grozna. Recimo, vsaka občina, ki jo obiščemo, ima v bližini občine tako imenovano, če hočete, alejo herojev, kjer so postavljene fotografije prebivalcev občine, ki so umrli od leta 2014. leta naprej, so pogrešani ali pač kakorkoli se ne ve za njih. To so odstotki, ki so seveda grozni. Zdaj, to, da so pokopališča velika, čedalje večja, v Lvivu recimo, ki je postalo zaradi beguncev milijonsko mesto praktično, Lviv je imel pred vojno okrog 800.000 prebivalcev, 900.000, zdaj že tega noben seveda ne šteje, je več kot 1000 mrtvih, mislim, da je 1200 na pokopališču novih grobov. Glede na to, da Ukrajinci so grško-katoliki, pravoslavci, torej različno pestro je to, so te stvari zelo bogato opremljene z venci in z slikami v zelo modernih solucijah današnjih naprav.
in te stvari so seveda grozno pretresljive. Ja. Pomagati ali ne pomagati, verjetno bo to diskusija. A je vojna v Evropi, se bori danes v Ukrajini, ali se lahko izognemo, koliko so oblastniki v Moskvi zmešani, da dejansko to rinejo naprej, koliko to prizadene nas, torej se zelo veselim diskusije. Hvala za enkrat. Ja, hvala lepa. Torej, Nisem gledal ure, tako ne, lepo si te doziral. Seveda, jaz odpiram razpravo. Morda nas bo zanimalo še malo širše tvoji občutki, življenje tam. Torej, bo kdo odprl razpravo? Evo, minister Peršak. Jaz sem pojavil kot bivši župan. Takrat, no, ko sem bil župan, ne, sem bil med drugim tudi eno leto predsednik ene organizacije lokalne skupnosti na Balkanu. In zanimivo je bilo to, da so se takrat Ukrajinci hoteli vključiti v to balkansko organizacijo. In mi smo imeli takrat en sestanek v Makedoniji in so oni prišli na ta sestanek. Zdaj moram reči, da žal edini rezultat je to, da sem jaz dobil 3 knjige v dar in jih imam še zdaj doma, o ukrajinskih nekaterih teh znamenitostih. Mogila je znana, pa tako naprej. Ampak to mogoče, glede na to, da ste govorili v bistvu o lokalni samoupravi njihovi. Zanima me, vsem njim ljudje ste malo nakažili, kako je ta vertikala organizirana, ker to je organizirana, ker to je vendarle velika država, za naše pojme. Zdaj nimamo teoretično pokrajine, že 20 let piše v ustavi, da imamo pokrajine, ampak zdaj pokrajine nikjer ni. Kako je ta vertikala od, bi rekel, države do občine, ne? Poleg tega ste v bistvu rekel, da za njihove pojme je mala občina 50 000 prebivalcev. Kaj je to še pod tem, ne? Pod temi njihovimi čelostmi. Ja, zdaj, gledajte, po ustavi imamo pač več ravni, ne, tam vendar nimajo pristojnosti, ki bi jih lahko rekli, da je tako, kot je to napisano v Evropski karti lokalne samouprave, ki so jo Ukrajinci podpisali 98. leta in to vse artikle, ki so tam. 98 ali 2008, ampak mislim, da celo 98. Pač je državna raven, imate vrhovno rado, ki ima torej zelo velike pristojnosti pri pisanju zakonov in lobiranju za zakone, za razliko od pri nas, ko vlada piše zakone, ne toliko v parlamentu. Tam je to neverjetno, torej, kako bi rekel, vpliv, vlado, to je to. Zdaj, potem pride regionalna raven, tako imenovana oblast se reče po ukrajinsko, oblast, 24+3, potem imate rajone, torej teh 24+3 je po statistični klasifikaciji tako imenovani NUTS-2, to so tudi tiste regije, ki bi v kontekstu evropske kohezijske politike bile neko merilo. Potem imate rajon, to je potem lahko recimo na ravni naših NUTS-3, mi smo, v Sloveniji imamo 12 statističnih regij na ravni NUTS-3 statistične klasifikacije, ki imajo pri nas zelo pomembno vlogo, vendar proti Bruslu kažemo 2 kohezijski regiji, ki pač, ne bi mogoče celo 3 imeli, če bi nas bilo več kot 3x800, ampak 1000, ampak nas je ni 2 milijona 400, zato imamo 2.
Ljubljane nismo mogli dati v stran kot recimo najbolj razvite. Rajon, zdaj, kaj je pristojnost rajona, so imeli različne pristojnosti, ne. Vendar potem pa pride na občinsko raven, hromada. Zdaj, pri reformi, ko je šlo od 11.000 teh občin, ne, na 1469 je bila tudi reforma rajonov, kjer so, mislim, da so šli za 600 na nekaj čez 300 zdaj. Vendar je vprašanje, kaj bi znani rajoni sploh delali, ker vlogo bi naj imeli. To je diskusija. Skratka, reforma decentralizacije se ni zaključila, ampak se je šele začela in je na lokalni ravni je narejeno. Kaj imajo občine? Občine imajo tako kot pri nas krajevne skupnosti. Ne? Mislim, ne gre za neko raven, pač so malo večje te krajevne skupnosti. De jure je Prijav tudi mestna občina, ne, pač je to zdaj 3 milijonsko, 4 milijonsko mesto, ki ima znotraj samega mesta več mest celo, ne, in pač je to drugače. Vendar seveda, ne, Kijev ima poseben status kot glavnega mesta, je malo druga zgodba, ne. Tele guvernirji oziroma vodje tehle regionalnih, imate oblast state administration, skratka državne administracije na regionalni ravni, vodjo postavlja predsednik republike. Ne, skratka, delegirana zadeva. To je kot na Poljskem imajo, mislim, ko so vojvodstva, so tako podobna zadeva. Je pa zanimivo, da imate potem tudi na regionalni ravni lokalne kansle, skratka regionalne svete. Ajde, parlament, ne bom preveč rekel parlament, ne, ki pa ima neke pristojnosti, ne, vendar nimajo pa regionalne vlade. Ne, skratka, oblast administracije, ki je postavljena predsednika, ne more biti, ne, vlada. Predsednik se zamenja, pride drugi predsednik na volitvah in pridejo drugi vodje oblasti. Rečejo jim tudi guvernerji, ne, ker se zelo vzpostavlja, oziroma tu so zelo Francozi aktivni, ne, da bi se vzpostavil ta model, ki ga imajo Francozi z, mislim, da guvernerje tudi imajo, ne, kako se imenujejo, ne, Francozi. Tako to je to. Imate na lokalni ravni, če že hočete, imate tudi tako imenovane, kako se imenujejo, ki so voljeni v krajevnih skupnostih, staroste, obstaja velika organizacija sveta starost, ki imajo zopet neko funkcijo povezovalno znotraj tega, ne. Mi tega mislim, da več nimamo, ne, to je slovanska zgodba, ki se je tam še zelo ohranila, ne. Tako, to je sistem, recimo. Vendar, kot rečeno, ne, ta reforma se ni zaključila, so veliki odpor, si lahko mislite, na centralni ravni, ne. In Evropska unija je šla v reformo od spodaj navzgor zaradi tega, ker verjetno na nacionalni ravni so obupali. Ja. In od spodaj navzgor dejansko za to reforma je uspela, veste, in zdaj je težko to nazaj potegniti. Težko je zdaj to reči, ne, ker se je znotraj, zdaj zaradi vojne se je izkazalo kot zelo, ne, tam zdaj vsaka občina zbira denar, imajo svoje enote na bojišču, spremljajo, kdo je kje, šole zbirajo, bolnice zbirajo, ne, to je tam, ne, in to je prebivalstvo, ki mu ni vseeno, recimo samo tako. Zelo motivirano, po spletu se zbirajo sredstva za kolo od tega avta, ki je prijatelj na bojišču in tako naprej. In to se zbirajo, veste, majhne sredstva, ne, mi smo družinsko nekajkrat dali, ne, in to se zbira na, ne vem, pride do 500-600 evrov, ne, niso zdaj to crowdfunding do tisoče in tisoče. Ja, ljudje živijo z vojno zelo aktivno in predvsem tisti, veste, ki so bolj na zahodu, ki niso neposredno, potem poskušajo seveda, ne, z različnimi aktivnostmi in akcijami, da se pomaga. Mi kot projekt, kot program imamo znotraj, torej imamo izmenjave med občinami znotraj Ukrajine tudi, tako da recimo zdaj pred kratkim smo imeli eno izmenjavo 13 občin iz Harkivske regije, ki so prišli v Ivano-Frankivsko regijo si pogledati, kako recimo v regiji Ivano-Frankivsk, tam je ena
občina, ki se imenuje Dolina, kakorkoli že, kjer mislim, da ima nekje 40 do 60 tisoč prebivalcev, ne, majhna občina, kjer imajo župana, ki ima ozadje usposobljenje, mislim, da je energetski inženir in dejansko grejo čisto na samooskrbo zdaj, ne. Sončne elektrarne, vse te stvari, ne. In potem, veste, to je tako, ne, ko pridejo ljudje iz Harkivske občine v Ivano-Frankivsko občino, ne, to imajo, kako naj povem, druge filme v glavi, ne. In je pomembno, da se ti ljudje vidijo, srečajo, učijo drugega od drugega, ker tudi jim ni treba razumeti angleščine ali pa katerega od drugih jezikov, ko jih tujci govorimo. Izvolite. David Tomažič, del Globalis Štajerskega društva za mednarodne odnose. Moje vprašanje je mogoče majčkeno bolj tehnično. Kot vemo, se spopadi nažalost dali bolj premikajo proti zahodu in 2020 ste še delovali v Pokrovsku, ampak zdaj ne več in me zanima, koliko bliz spopadov dejansko lahko greste, se pravi, kakšna je ta rizičnost, ki jo kot organizacija sprejmete. Verjetno ne greste, sploh zdaj, ker vemo, da se vojna spreminja v dronsko vojno in da je veliko dronov, verjetno ne greste blizu moči, ki jih ocenjujete kot na neki ravni že zelo rizične. Se pravi, kako sprejemate to politiko, kakšna je ta politika in kje v bistvu delujete v stran od same fronte? No, GIS je vladna organizacija, ne. Ja. Torej pomeni, nemško ministrstvo za zunanje zadeve dela ocene za vse države, za vse območja na celem svetu in potem si taka barva ali drugačna barva, kakorkoli že, ne. In od tega je potem odvisno, koliko, ali smo sploh prisotni v tej državi ali pa nismo. Recimo Južni Sudan, Jemen, kaj zdaj, ne. Zdaj za Ukrajino je tako, da je to eden od indikatorjev, ne, ki je zelo strog. Mi imamo od maja letos potem tudi po dolgem času tudi, da so stalno eni kolegi zdaj tam, ne, ki so v Kijevu pa tako. Imamo varnostno službo oziroma ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo. Imamo vsak drug teden, pred vsako potjo imamo briefing, kam potuješ, kje greš in kje je. Zelo jasno je napisano, v katere regije smeš iti, v katere ne smeš iti in tudi znotraj, ne. Recimo zdaj, če gledate zemljevid, pa tu je Kijev, pa tam je zraven Buča, pa potem je tudi, ne, na ene stvari pač se ne sme iti, se ne hodi. Torej zraven, mislim, tele, ne, kontakt line, sploh ne, kontaktne črte. Tako to je relativno dobro poskrbljeno. Seveda moraš, noben te se ne sili, da greš tja, ne. Torej jaz lahko tudi zamenjam službe in grem mogoče v Beograd delati. Vendar pač, ja, imamo ekipe tam in delamo to, ne. Tako za varnost ne smeš preveč razmišljati. Je pa seveda druga težava, ne, človek postane emocionalen, ti ne moreš zdaj gledati, pač pa reči, ja, delam na razvojni pomoči, ne, ne isto, to ni isto, kot če delaš, bom rekel, na Šrilanki zdaj, ne, ki je tudi pač v tem kontekstu, ne, in so stvari, ne, da spremljaš, prej je bilo omenjeno droni pa bombe. V Kijevu se gre zdaj v povprečju, pred novim letom se je šlo enkrat na teden v klet, ne, zdaj se gre skoraj vsak dan v klet, včasih celo večkrat, ali pa noč. Ja, ne, ljudje nimajo takega luksuza, kot ga mi imamo tujci, da imamo recimo v hotelu zaklonišče, kjer imajo tudi postelje celo. Zdaj, če v pravem času prideš, dobiš celo posteljo, pa potem prespiš v zaklonišču. Ljudje tam so v glavnem v podzemnih železnicah potem. Ne, postajaš podzemnih železnic, tisto, kar ste videli, mogoče, če ste kaj gledali, kakšne posnetke, ne, to je ogromno, ne, to so te Sovjetski imperij je delal dejansko infrastrukturo vrhunsko in to je spomenik, ki se ga vreda ogledati, če boste kdaj šli na Kijev. Ampak ljudje tam preživijo včasih tudi noči, ne. In zdaj računajte, ti ljudje morajo naslednji dan iti na delo, glavno. Moji sodelavci, ki delajo, se vidimo na dnevni bazi, jaz delam od doma, ko sem v Nemčiji, spremljaš, ne, ali je spal, ni spal, vidiš na človeku, ne.
A veš, in to ti delajo nekaj časa, pa te malo znervira, ne, da povem milo rečeno to. In ne moreš funkcionirati več tako, kot funkcioniraš drugače. Ne. Tako ne gre toliko za to kontaktno črto, ne, kjer bi rekel, da te nekdo streli ali pa dron. Danes je v Kijevu, ne vem, pravim, jaz imam ta primer, ki mene osebno najbolj pretrese, ne, da ti droni zdaj tako letijo, ne, da pač tudi če dol leti, mimo leti. Ne. Stanovanje zleti noter. Imamo dva kolega, ki sta pač, torej kolegica je pri nas zaposlena, poročena, sta se poročila pred kratkim, na srečo nista bila v stanovanju, ko sta prišla z poročnega potovanja, stanovanja več ni bilo. Ne. On je vojak, torej ni to ravno blagoslov za začetek skupnega življenja. Ne vem, sodelavke spijo skupaj z svojimi otroci, ko pravijo, gledajte, če se kaj zgodi, hočem umreti svojim otrokom. To so težke stvari, ne. In potem, ja, velika politika, gledamo vsi televizijo, nekaj čisto drugega. In potem seveda lahko se samo zgražaš in se čudiš, da je to sploh možno. In tako kot smo se čudili nekoč, ko je bila vojna v Bosni, smo rekli, da je to sploh možno. Smo vsi živeli v prepričanju, da po 45. letu, Pax Romana, tisti, če ste malo bolj zgodovinarji, ne, bilo 80 let, ne, smo mislili, mi tudi, vaj, mogoče pa to zdaj. In temu se je seveda treba opreti, ne, se je treba opreti zelo dosti hitro, ker tako ali tako je počasi svet ponorel, ne. Ja, izvolite. Zdaj ravno zadnja beseda, svet je ponorel. Prej ste pa vi isto besedo uporabili, pa ne vem, ali hote, Andrej Fink sem. Ja. Ja. Isto besedo ste prej ponovili v zvezi z Rusijo. In ste zdaj me pa zanima, ste to zelo na hitro povedali, ste to povedali namenoma ali ne, ko ste rekli, če se ne motim, vprašanje, koliko bodo nori v Kremlju, nekaj podobnega ste rekli. Zdaj, vprašanje je, kaj ste hoteli s tem povedati. Ali to je ta norost racionalna, ali je ta norost res neracionalna, kot norost ponavadi je, koliko je tega in onega in kaj je za tem. In zdaj, končno, kaj je za kremeljskimi zidovi, če imate kakšno percepcijo o tem? Ja, gospod Fink, gledajte, jaz nisem javna oseba, ne, in zdaj glede na to, da se snemam, bi bo to objavljeno, jaz vam raje eno pijačo spijem, pa vam potem svoje mnenje povem. Ni treba niti povedati. Lahko vam vseeno povem, gledajte, norost je tudi za zidovi Bele hiše, norost je za zidovi, če že hočete, marsikerimi, ne. O tem povem, ne. Zdaj, jaz mislim, da norost ne more biti racionalna. Ker potem ni norost, če je racionalna. In potem jo mogoče samo mi ne razumemo, ne, tega racija, ne, a veste. Tako, mislim, da se vsi strinjamo, ne, da ni v redu, da so vojne. Zelo enostavno. Ne. In to z vojne, ki so nam zelo blizu. Veste, ni v redu, da se slovanski živelj pobija med sabo. Ne, lahko gremo v veliko globalno politiko razmišljati, kdo ima haska od tega in kdo, ne, ampak to so stvari, ki pač, jaz upam, da smo, ne, vsi hodili v take šole v tej Sloveniji, da to ni v redu, ne. Vprašanja? Gospod kdo bo? Jaz sem Ibrahim. Ibrahim. Hvala za vabilo. Zdaj to, kar ste meni rekel, emocija je zelo pomembna, tudi sem zelo emocionalna, ampak kako vi, ki ste na terenu, kako ljudje mislijo oziroma, bom rekel, navadni folk, no, to ste mi zrada, ker tukaj sem diplomat, jaz sem pa nevladnik, lahko tudi kakšno gostilniško besedo uporabljam. Kako navadni folk vidi, kako se bo ta vojna končala?
Zdaj, da glej, jaz bi zdaj tako rekel, ne, definicija navadnega folka ne obstaja. Ne, še posebej, ko gre za take stvari, ne. Zdaj, mi smo se pred kratkim pogovarjali, ker imamo tam v Kijevu eno tako skupino, ko se srečujemo, ko si pokušamo vina. Vinska zgodba, in to so Ukrajinci, so različni ljudje tudi iz diplomacije in tako naprej, ne. In je bilo vprašanje, en kolega vprašal za Španije, je vprašal Ukrajinca, enega boljših pridelovalcev vin tam, ampak dela samo za sebe, na srečo ne dela s komercialno, tako ne bo biznisa, ampak in ga vprašal, je rekel, Nikolaj, pa dokdaj bo to trajalo, ne? In kdo ima sploh voljo se boriti, ne? Ne, to je to, ne? Zdaj, recimo jaz zdaj samo o tem delu povem. Jaz ne bom povedal o civilnem prebivalstvu, ki se je že 3-krat moralo seliti iz Donbasa, potem imam recimo moj sodelavec iz Luganskega, zdaj si že 3. hišo gradi, ker smo 2 razbili. Zdaj živi v Hmelnickem, recimo. In takrat meni Nikolaj je rekel, ne meni, onemu španskemu kolegu, ne, je rekel, veš kaj, odvisno, koga vprašaš. Ne, po 3 letih. Koga vprašaš? Simon je zelo aktiven v tej vojni. Niso vsi tako fejs aktivni. Ali s plačevanjem, ali z aktivnostmi, recimo, najrazličnejšimi. Je rekel, odvisno, koga vprašaš. Je rekel, glej, jaz sem zgubil vse na Krimu najprej. Smo imeli na Krimu, družina je s Krima, karkoli že. Potem, če vprašaš nekoga, ki je zgubil nekoga na fronti, ne, on je rekel, jaz sem zelo motiviran. Tudi oni so zelo motivirani. Torej, odvisno, koga vprašaš. Oligarhi so se umaknili več ali manj, ne vem, če je Kerry od, ne vem, kje je Ahmetov, kje so vsi ti ljudje, ki so bili nekoč zelo aktivni, poslovno aktivni. Porošenko ostal, zdaj ne vem, če Porošenko spada med oligarhe, ampak recimo, ne, jaz upam, ko iz tujine pomagajo v Ukrajini. Ne. Tako, res je odvisno, koga vprašate. Drugače pa to preprosti narod, ki ima svojo hišo, svoje stanovanje in nima kam zaiti, veste. Ne? Mladi so, dosti jih je šlo. Tisti, ki so se odločili, so šli. Ne? Računajte, zdaj, obveznost za vojsko v Ukrajini je, ga so zdaj premaknili na 24 let ali 25 let. Od 25 let navzgor. Niso šli v splošno mobilizacijo od 18. leta naprej, recimo. Tako, kaj ljudje pravijo, ne, kaj bi ljudje, kako je. Ja, vsi smo zmatrani od te vojne, vključno z vami, ki tu sedite verjetno, ne. Zdaj, tisti, ki so v Ukrajini, je v glavnem to, da so se odločili, da bodo ostali tam, da se bodo prizadevali na svoj način z orožjem, brez orožja ali pa tudi z mednarodnimi organizacijami in to. In Evropa je zelo aktivna, zdaj politično. Je zelo aktivna. Lahko ne bi bila aktivna. Ne? Ampak je zelo aktivna. Je to zavedanje. Torej, Evropa. Vsaj večina evropskih članic in tako naprej. Tako je, ne? Eni se še spomnite, ne? Nekoč, ko je Sovjetska zveza razpadala, je bila celo ideja, da bi naj Rusija postala del Evropske unije. Ne? V dobrih časih. Zelo hitro se je to obrnilo. Ne? Preprosti ljudem je vse posod težko. Ne? Še posebej pa, če je vojna. So najbolj na udaru. Lepo prosim. Eno vprašanje. Ja, gospod Golob. Blaž Golob za gospodarstvo Britanije. Mi smo sodelovanje že pred vojno, se pravi pri eni skupini mednarodne, za telekomunikacije, imamo tudi predstavnika v Ukrajini, še zmeraj deluje, so tudi na frontu in vse. In zdaj mene zanima, prej ste omenili, a ne, gospodarsko sodelovanje, pa da v zaledju zadeve normalno potekajo, ljudje živijo se tudi, se ima čim bolj normalen dan in tudi, če se le da službe, ne, delo, da ustvarjajo. In me zanima, kako vi vidite dejavnost podjetij, veliko združenj, rečemo del gospodarstva danes, ne samo kasneje, ko se bo obnavljalo, ne, ampak kako vidite evropska podjetja, koliko so dejavna v Ukrajini. Pa potem seveda, če malo pokažete po nemška in pa tudi slovenska, kako vidite.
No, glede, zdaj, jaz lahko to povem predvsem z tega gledišča, ko se mi prizadevamo za sodelovanje med občinami, ne. Torej, in tu niso samo slovenske, ampak so pravim z cele Evrope, mislim, da je 20 držav članic je vključenih, tudi Zahodni Balkan, zdaj imamo, tudi so zraven šli Črnogorci, Makedonci zdaj celo z Moldavijo delamo in tako, ne. In zdaj jaz gledam, pač ta sistem gre tak, ne, da se občinarji se dobijo, se kaj poje, se kaj spije, ne, potem pa se gre gledati gospodarstvo, se gre gledati, ne, te podsisteme družbene, ne, mogoče se še fuzbol špila, ampak, ne, ljudje začnejo sodelovati in potem, ko si malo zaupajo, potem tudi za tošljen primejo, za denarnico in pravijo, ok, ne, vidim, da so tam v redu ljudje, da ne kradejo, me ne bodo naplantali in tako naprej, ne. To je za gospodarstvo, ne. Gospodarska zgodba je, da podjetnik se odloči za investiranje svojim denarjem, ne, predvsem, in zaradi tega je to, kot pravimo, najbolj občutljivi del človeškega telesa je denarnica. In tu seveda potem ljudje zelo gledajo, ne, kako in kaj. Seveda, ne, zdaj 50 milijard Ukraine Facility je denar, kjer bi vsakrat imel tudi malo delež, ne, pri gospodarski. In tu so različne strategije. Tisti, ki so že pred vojno imeli tam podjetja, so ostali v glavnem. In veste, to je brez vojne ali z vojno, ne. Širitev na druge trge je investicija, ki rabi, ne, 3, 5, mogoče več let, da se začne obračati. Iz različnih razlogov. In zdaj je podobno, ne. Zdaj prej je bilo tako, da, mislim, da zdaj točno ne vem, če je še zmeraj tam, ampak mislim, da ti moraš imeti ukrajinsko podjetje v Ukrajini, moraš biti ukrajinsko podjetje, da lahko delaš v Ukrajini. Skratka, ne moreš ti delati zdaj z Murske Sobote nadaljavo, pa to. Ne moreš biti tam, moraš biti prisoten, ne, plačevati davke in tako naprej. Zdaj, tisti, ki se odločajo zdaj, ne, morajo biti po moje zelo veliki in ali pa zelo spretni, ker grejo v večji rizik. Če so zelo veliki, so dostikrat spremljani ze strani tudi države, iz katere izhajajo, ne. Recimo, Francozi so imeli pred 2 letoma so imeli veliki razpis, 200 milijonov evrov za gradbena podjetja, torej za investicijske projekte, za gradbeništvo, kjer potem francoska podjetja delajo, 50% morajo delati francoska podjetja. Ne. Na ta način so hoteli motivirati francoske velike gradbene firme, ki so v Afriki, ki so drugje, ki so razvajene, ne. Veste, to so velike stvari, zakaj bi jaz naj šel zdaj v Ukrajino, ne. S tem, da je Ukrajina ogromen trg in seveda veliki potencial. Ne. Tako pravim, je to različno, ne. Pri nas, mislim, da je v slovenskih podjetij trenutno, mislim, da je 12 ali koliko, ki so aktivne, ne. Delajo, zdaj jaz ne poznam tako podrobno, da bi, ne, vedel, kako se ti ljudje počutijo ali ne počutijo, ampak to je za Slovenijo, ne. Veliki so tam, Nemci so tam, Angleži so tam, ne. Zdaj, kaj sem hotel reči, ne, je zanimivo ta zgodba, da znotraj Ukrajine, ne, je bil vzhod, kjer je zdaj Harkiv, ki je najbolj na udaru, pa to, Donbas, ne, to je tradicija gospodarskega življenja tam, gospodarstva, ne glede na to, da je to Stalinova zgodba, pa, ne, in železarska industrija in tako naprej, so tam ljudje zelo, kako bi mi temu rekli, poslovno usmerjeni. Ne, zelo neposredni, ne, torej to je tam živelj, ki je ukrajinski, ki govori rusko, ne, recimo župan Harkiva govori rusko, prepričan Ukrajinec in tako naprej. No in zdaj seveda, ne, podjetja se selijo iz vzhoda na zahod, to je bilo predvsem v zadnjih 2 letih zelo. In jaz sem bil pred kratkim, ko sem bil v regiji, mislim, tako v Ternopil, bil v občini Kupičinci. Kupičinci, to je občina, ki ima 12.000 prebivalcev, ima župana, starega Bogdana, ki je star 32-34 let, zmagal na volitvah pred 5 leti, prej delal za USAID, govori aktivno angleško, soproga angleško-francosko, to so mladi ljudje, mlada generacija, ki je zdaj šel. In seveda oni se, tako kot pri nas, se borijo, da bodo ti ljudje, ki se vzhoda selijo, prišli v njegovo občino. Ne?
ki ima delovna mesta, ne, to je to. Torej, potem te obrtne cone se fejs postavljajo. Ne. To so zelo podjetni župani, ki zdaj, če to gledate, mislim, da si rekel, gledajte, če bi jih Rusi pri miru pustili, bi to bilo cvetelo. No in hočem povedati, ne, to je bilo eno podjetje, ki sem si ga jaz tam ogledal, oni izdelujejo pohištvo. In sicer tole za pisarne, pisarniško pohištvo. Velike kakovosti. Harkiv je nekje cirka 30 km od ruske meje. Ne. Tale direktor je razlagal, je rekel, glej, mi smo se najprej selili iz tega okolja Harkiva v Harkiv, ker smo patrioti, ostanemo v Harkivu do konca in tako naprej. Koliko so nam drugič bombo spustili, sem dal mašine na vlak in proti vzhodu. In zdaj, veste, zanimivo je, na zahodu, ne. No in zdaj, gledajte, zanimivo, ta človek je imel v Harkivu 120 zaposlenih, ne. Zdaj jih ima po enem letu delovanja v Kupičnicah 80 in se širi. Kupuje stroje iz Italije, ne, iz Avstrije, se zmeni, hodi po sejmih, ne, in dejansko neverjetno podjetniška sposobnost. Ne. Zelo so povezani, še zmerom z Harkivom, ne, z svojimi ljudmi v Harkivu in ta vojna, ne, jih še bolj skupaj združuje, kot bi jih sicer. Pa delovna sila. Prav vprašanje. Lahko nekaj rečeš o delovni sili, saj mladi so na fronti. Zdaj bi predpostavljal, da je pomanjkanje delovne sile. Absolutno, mislim, pomanjkanje delovne sile, demografija je nikakva, mislim, ko imajo 0,8%, v Sloveniji imamo nikakvo, ne, bo 1,4%, pa je nikakvo, ne, zdaj se lahko predstavljate, to je vojna, ne, to je, beremo to, ne, 8 ali 9 milijonov Ukrajincev je šlo ven, ne, kakršnihkoli že, ne, z kakršnekoli starosti že. In recimo zdaj povpraševanje po inženirskem kadru, po recimo takem kadru, ki se zdaj zelo rabi, ki zna pripravljati tehnično dokumentacijo, ne, za te stvari, ogromno povpraševanje seveda, ne. Ker po eni strani, kot praviš, ne, malo je ljudi, pa še tisti, ki so lahko vpoklicani v vojsko, ne. In to je seveda težava, ne, je to, mislim, ne. Zdaj, ni ravno, da bi človek iskal delovno silo v Ukrajini, pa tudi potem ni poceni seveda glede na to. Tako ja, to je največji problem, to je problem vse posod. Si hotel še vprašati? Hvala, se pričem za še tole vprašal, lejte, gospodarstvo pa je eno od glavnih cilj vključevanja Evropske unije v Sloveniji, zaradi pravnega trga, pa vsega, ne, poleg vlade. Kakšno je pa tam zavedanje, a so zdaj, ko je druge Evropa nekje popušča, ne, se pravi splošno, a je v Ukrajini to biti Evropejc, koliko je pomembno za njih, koliko oni vidijo to kot prihodnost, a ne, in standard seveda prilagajanje zakonodaje in vse, kako še ta oša. Torej, gledajte, oni so se odločili, da predvsem, da ne bodo Moskva. Oni so se odločili za, kakorkoli se to mogoče sliši naivno in idealistično, pač za druge vrednote. Ne, zdaj, ali so to v redu ali niso v redu, se lahko sam odloči, ampak oni so rekli, mi tja nočemo, to vemo, da tja nočemo. Ne, to je to. Mi tja nočemo. Mi smo se pripravljeni za to boriti, ne. Tako, zdaj, ali bo to potem Evropa, nam bo postavljala take pogoje, onake pogoje, bodo rekli, mi to naredimo, tako kot smo v Sloveniji, smo rekli, mi vse naredimo, da pridemo noter. Thatcherca je nekoč rekla, da najprej moraš postati member of the club, pa potem lahko klub spreminjaš. Eno vprašanje. Ne, za ta bo. Ivan Igrač na Evropsko feministično gibanje, SDMO in podobne zadeve. Ravno tako, kar ste zdaj rekli, če je gospod Krlo. Zelenski je že pred časom dal vedeti, da Nemčija njega ne bo pošiljala levo, desno. First you have to enter and you can leave the club.
Predvsej je polarizacija med posameznimi članicami Evropske unije, kjer poskuša biti big boys. There is AfD, Adolf Führer Deutschlands in podobno minded people, se proščam, ker mešam besede, da poskušam govoriti po evropejsko, kot narekovaj. Ukrajinci to številni dobro vidijo, domnevam, da se ne motim, popravite me, če se motim. In so tudi pripravljeni, če bo šli v Evropsko unijo, da se ne bodo pustili pošivati levo in desno. In s tem postajajo neke vrste konkurenca marsikateri članici Evropske unije, ne samo Poljski, na kmetijskem področju, ampak tudi sicer. Kolikšna mislite, da bo vloga Ukrajine na področju znanosti in raziskav, če bo postala članica Evropske unije, ali pa če ne bo postala, tudi če ne bo članica Evropske unije, bo imela neko pomembno vlogo v tem, če rečem, pod narekovaj, unitarističnem delu in tistem delu Evropske unije, ki ni Evropske unije. Kakšna bo vloga Ukrajine v znanstvenem, industrijskem, tehnološkem področju, tudi Belorusija ni zanemarljiva, da ne omenim Rusija. Tiste preomene kot potencijalno članico. Jaz o vlogi ne vem, jaz lahko povem mogoče kaj o potencialu. Zdaj, to je zelo enostavno. Vi imate, vsake od teh 24 regij imate vsaj eno univerzo. Z univerzitetno, torej z profesorji, za vsem tem. Zdaj, lahko bo nekoga rekel kvalitetno, manj kvalitetno. Ukrajina je bila v času Sovjetskega imperija, Sovjetske zveze, recimo najbolj pametna. Torej, sovjetski atomski program, vesoljski program, je dejansko bil tam. Antonovo so naredili, v Ukrajini razvili. Tako zdaj, gledajte, mi se prej nismo zavedali, da to bila Ukrajina. Ampak je bil tudi Ukrajinec. Ja, zdaj, tako gledajte, zdaj, ne vem, zdaj, koliko Ukrajinci dobro šah špilajo, koliko so za naravoslovje, ker to je tisto, kar bo prineslo. Vidite, mi se pogovarjamo o tako imenovani pametni specializaciji v Evropi in v Sloveniji zadnjih 10-15 let in smo komaj do tega prišli, da smo spravili skupaj raziskovalne organizacije pa podjetja, ki se ukvarjajo recimo z high-techom in tako naprej. In zato smo rabili hude programe in ne vem, kaj še vse. Mislim, da če bodo oni enkrat lahko imeli dostop do vsega tega, in zdaj že imajo do Horizon programov, imajo dostop, oni se zdaj na veliko prijavljajo. Vse veste, tako kot vse posod, univerze, to je najbolj prodorno. To so ljudje, ki znajo jezike, ki znajo recimo kaj zračunati, kaj napisati, povedati. In je, absolutno, to je, jaz mislim, da je to, ne rekel, ne samo, da je to potencial, mislim, da je to za celo Evropo velika potencial. Jaz to ne gledam negativno, absolutno ne. To je absolutno dobrodošlo. Zdaj, kmetijstvo je seveda druga diskusija. Kohezijska politika je druga diskusija, tam, ampak raziskave in razvoj, tam naj pridejo. To je dobro za nas. Morda sem en drobec, vsaj zasledili smo že informacije, da je ogromno ukrajinske rodovitne zemlje že v rokah nekaterih tujcev. Jaz ne vem, pred časom veliki kosi zemlje, da so v najemu, da imajo Kitajci v najemu 2 milijona hektarov, to je površina Slovenije. Ne vem, koliko spremljaš te podatke. No, zdaj, jaz sem v eno frazo, vsem spoštovanjem, moji podatki kaže drugače. Namreč po ustavi ukrajinska zemlja se ne sme prodajati ni na trgu. To je ena od reform, ki si jo prizadevajo. Skratka, vse, kar je v najemu, pa naj za 100 let zaradi mene, 99, tako naprej, je dejansko najem. Vi ste imeli reformo po razpadu Sovjetske zveze, teh kolhozov in sovhozov, kjer so ljudje dobili deleže
kjer so občine dobile deleže. Mi smo se zdaj v okviru lokalne samouprave zelo ukvarjali s tem, z temi zemljiškimi zgodbami, ne. Torej, občinska zemlja, ne, ker ti lahko upravljaš, delaš, kaj je tvoje, ni tvoje. Tako, zdaj, če so tu Arabci, če so Američani, kdorkoli se je zmenil, zdaj to ne vem, ampak ja, vi imate v Ukrajini kmete, ne, kot bi mi temu pri nas rekli, ki imajo 1 milijon hektarjev popravljenih. No, to je pol Torej, Slovenije. Prihajam iz Prekmurja, ne, moj bratranec, mislim, da naj ne zameri, če bo kdaj to gledal in poslušal, ne vem, če ima 15 hektarjev, ne, in potem ima še nekaj, mi smo imeli pri nas, ne, zemljiški maksimum, pa gozdni maksimum, pa vse to, ne, in se to ni, ne, bila so posedstva, ki so bila, ne, če sem že v Prekmurju, KG Rakičan, ampak mislim, da KG Rakičan ne vem, koliko ima, ne, ampak, veste, to so tam, te dimenzije so neverjetne, ne. Te dimenzije so neverjetne in ta zemlja, ti se tam voziš in se voziš in se voziš. Ne, in če iz zgodovine gledamo, ne, saj veste, kako pravijo, ne, če se pelješ od Lviva z vlakom ali pa po cesti do Kijeva, potem do Moskve še nekaj časa traja, ne. Napoleon je zmrznil, ne, ali pa prišel, pa potem niso imeli zadosti drv, da si kurili, pa so šli rajši nazaj, ne. Tudi Hitler, veste, te geografske razmere, oziroma torej, za Slovence je to nepredstavljivo, tudi za Evropejce, da ti greš iz Kijeva v Užgorod z nočnim vlakom, ker imaš v Užgorodu naslednji dan ob 9 sestanek. To je tam, z nočnim vlakom se gre na sestanek lahko. In ta razdalje, ne, za nas je to nepredstavljivo. Tam je to čisto normalno in vlaki še zmerom delujejo. Recimo, to je ena od zanimivih zadev, vlaki so točni in delujejo. Žito še izvažajo? Kako je s tem? Zdaj ne vem, kako je z izvozom žita, ampak mislim, ko so se pol nekaj zmenili, ne, tako je šlo čez Odeso, te stvari grejo, oziroma so se zmenili potem tudi po kontinentalno, ampak seveda, ne, morje je najcenejše, z ladjami je najcenejše. In zdaj, mislim, da so se nekaj zmenili, ne, ker če se ne bi zmenili, potem bi se v Afriki bolj bunili, ne. Ampak, ja, ne, to deluje, ne, to je, ne, recimo južno od Kijeva je regija Čerkasi, ki, ne vem, Prekmurje na ne vem katero potenco. To je ravno, pa levo in desno, ne vem, žito, pšenica, karkoli že, ne. To kot v teh ruskih romantičnih filmih gledate. In to je res realnost, ne. Vprašanje eno. No, Edvard Kopušar. Glede jezika, rekli ste Harkivu, kako se reče, da se govori rusko, oziroma da tale župan govori rusko, pa mnogi ljudje. Kako je z jezikom? Uradni jezik je ukrajinski, rusko pa govorijo tako med sabo, ali je tudi ruski zdaj v tem delu, mislim, ki je vzhodni del. No, gledajte, mi smo tu v glavnem več ali manj vsi generacija, ki govorimo tudi srbo-hrvaško. Se kolegu opravičujem mogoče, ampak mogoče zdaj govorite srbo-hrvaško, ampak recimo generacija, smo generacije, ki govorijo, ne, lingua franca v Jugoslaviji na nek način bilo srbo-hrvaško. In Slovenci smo vsi govorili srbo-hrvaško, oni niso toliko znali tudi, ampak mi smo dejansko to imeli. V Rusiji je bila lingua franca, v Sovjetski zvezi je bila ruščina. Če greste danes v Azerbajdžan, v Bakuju, vse posod prijete z ruščino skozi. Elita govorijo rusko. Ne, skratka, zdaj to je treba v tem kontekstu gledati. Tudi ukrajinske elite, ne, so v glavnem govorile rusko. In je podobni, jezika sta podobni. Ruščina in ukrajinščina sta nekaj podobnega kot slovenščina in srbščina. Recimo, ne, če se nisi nikoli učil srbsko, ne razumeš, težko razumeš, ne. Hrvaško zelo razumeš, ne, srbsko pa že težko. Torej, generacija, ki se nikoli ni srbščine učila ali srbo-hrvaščine, to lahko potrjuje. Veste, Slovenci mislimo, da če malo zavijamo po balkansko, da je potem to že srbsko, srbo-hrvaško, ne. Ali pa obratno. Ja, ampak uradni jezik je pa verjetno ukrajinski. Uradni jezik je ukrajinski. Glejte, zdaj, zadeva za tem jezikom je pač tak, ne. Bila je v Ukrajini ta
recimo temu rusofilizacija ali karkoli bi to imenovali, zelo močna. Tako kot smo mi hoteli nekoč v Jugoslaviji, je bilo skupna razvojna jedra ali kako se je to imenovalo, je bila tudi to tam prizadevanje. Ne? Skratka, unifikacija države kot take. Zato ste imeli v vsakem mestu ste imeli ruske šole, ki so bile zelo dobre, zelo kvalitetne, v ruščini. Potem, ko so ljudje prišli na univerzo, so pa morali, torej univerze so bile v ukrajinščini. In veliko ljudi, ne, ki so pač kjerkoli že ne, govorili doma rusko in tako naprej, so šele na univerzi ugotovili, ne, jaz sem Ukrajinec, Ukrajinka, ne znam pa jezika. Ne, in so dejansko bile težave s tem. Mi se hecamo malo, da Prekmurci, ko pridemo v Ljubljano študirati, ugotovimo, da nam je prvi tuji jezik slovenščina. Ja, glejte, ne, kakorkoli že. Vsi malo bolj, ne, se moraš matrati v Ljubljani drugače. Tako je jezik, zdaj je jezik ustavna kategorija v Ukrajini. Kot veste, je to bila potem tudi eden od problemov, ki so ga zelo izpostavljali in ga še zmerom izpostavljajo na ruski strani kot, ne vem, prisiljevanje in tako naprej. Potem je še to, da dosti te ukrajinske elite, teh ljudi, ne, ki so tudi danes del elite, so to bila tako imenovana ali so oficirska deca, ki so se selili po celem nekdanji Sovjetski zvezi in so v glavnem govorili rusko. Ne, Kličko, Zelenski, to so vse ljudje, ki so se ukrajinsko morali naknadno ne učiti, ampak recimo se moram malo potruditi. Glejte, jaz kot Prekmurec, jaz se moram za pravilno slovenščino bolj potruditi kot nek Ljubljančan in dostikrat mislim, da sem celo boljši v tem, ker sem se moral truditi okrog tega, ne. Ni mi bilo samo po sebi dano. Ne, če hočeš kaj pisati v slovenskem knjižnem jeziku, jo moraš znati dobro slovensko. Kar je prav. Ne. Tone Peršak. Ja, ne, se midva sva vojaka, ampak hotel sem povedati, da zanimivo je to, da je praktično skoraj tretjina ukrajinske literature nastajala v ruščini. Zdaj se je to ustavilo, ker je to svoja stvar identifikacije, in je bilo spotakljivo, da nekdo še zmeraj piše v ruščini. So pa nekateri šli ven, iz države, ravno tudi iz teh razlogov. Jaz sam poznam nekaj najboljših ukrajinskih avtorjev nagrajevanih, ki so vso svojo literaturo napisali v ruščini. In je tam, ja, ampak in to je bilo normalno. Ni bilo nobenega do tega, do izbruha vojne. Ni bilo nič spotakljivo, da tako reči. Zdaj, tisto, kar je mogoče, ko se govori o razlogih za to vojno, se pač največkrat navaja to, da je Ukrajina se preveč orientirala na zahod, in je še nisi reagirala kot nekdo, ki na svojem dvorišču ne želi tujcev, da tako rečem. Če je to res, če je to dejansko, se mi zdi, da pa Evropa bi morala vendarle razmišljati malo tudi o svojem odnosu do vzhoda. Ker mogoče je zdaj v tej situaciji nepopularno o tem govoriti, ampak Evropa noče dialoga z Rusijo. Imaš občutek, in se demonizira Rusijo. Okay. Zdaj, gospod Peršak, je bilo to vprašanje, je bilo to razmišljanje? Glejte, gospod Peršak, tu sta dve stvari, ki ste vi izpostavili. Kakšne imamo naklade slovenskih knjig? Recimo, kakšne so naklade vaših knjig? V slovenskem jeziku. To je retorično vprašanje. To je retorično vprašanje. Tako je. Proporcionalno gledano kar visoko.
Tako, ne, zdaj, če bi bili v Jugoslaviji, pa bi se vi odločili v srbščini ali srbohrvaščini pisati, ne, bi bilo drugače. Bi rekli, ok, bom. Ne. Zdaj, to je zmerom tak. Jezik mislim, da je ohranjanje kulture. Ne. In zdaj lahko se odločiš. Ne. Zdaj, če si ti odrastel v slovenščini, če si odrastel v srbščini, če si odrastel v ukrajinščini, ali pa v ruščini, ti lažje verjetno pišeš v tistem jeziku, ki ti je tvoj jezik. Veste, naši eni ljudje so se tudi odločili, da pišejo v francoščini, so se odločili, da pišejo v angleščini, bendi, ki pojejo v angleščini ali pa v nemščini, razumete, ne, zdaj, to je zdaj tak. Zdaj konkretno so različni, ne, torej kulturni svet je zelo raznolik, vendar v času, ko je v državi vojna, ni usmiljenja, ni tu zdaj, se bomo malo pogovarjali, se ne bomo pogovarjali, ljudje umirajo. Nekdo mi na fronti nekoga ustreli in zdaj boš ti meni govoril, ne vem kaj. Ne, govorim zdaj o vas konkretno, ne, zdaj. Tako, mi moramo razumeti, ne, je čas vojne in je čas miru. Ne. In v času miru mi imamo tu ta luksus, ne, da se lahko pogovarjamo, kot se pogovarjamo. In za ta luksus smo se borili, se moramo boriti naprej. Ne. In teza je ta, ne, da se, ja, Evropa trenutno bori v Ukrajini. Ne, če je temu tako. Jaz sem bil pred kratkim na neki okrogli mizi ali kaj podobnega je bilo, no in tam je kdo zelo fajn povedal, mislim, da je bil Ukrajinec, je rekel, ja, ne, gre za različni način komunikacije, ne, zakaj mi hočemo iti v Evropo. V Evropi se menite, se pogovarjate. Ne. V azijskem svetu ali kakorkoli, zdaj nočem nič manjševalnega reči. Ne. Se pride s krepelom, pa se udari po glavi, pa je pol po moje. Ne, to se je zdaj tu na nek način zgodilo. Ne? Ne vem, zakaj se niso pogovarjali, zakaj se niso hoteli pogovarjati. Ne? Oziroma, kdo bi se moral pogovarjati, ne? Da ne bi do tega prišlo. Ne? Veste, to so zdaj taka fenomenološka vprašanja, ki je malo prepozno. Ne? V tem trenutku si želimo vsi, da bi se odložilo orožje in bi se začeli pogovarjati. Ne? Vendar se predvsem ena stran hoče pogovarjati, ali se pa pogovarja zelo enostransko, če sem malo ciničen. Ne? Še veleposlanik, doktor Kunič. Hvala za predavanje, ampak samo eno oceno vaše. Kako pa gledajo na svojo oblast Ukrajinci? Kako gledajo zdaj na svojega predsednika, na kompletno oblast? Zdaj, jaz sem nekje zasledil, pa ne vem, če je to res, da je ta predsednik ni več legalno v skladu z ustavo predsednik. Predsedniški mandat se naj ne bi podaljševal. Ne? In če mu prekine mandat in če novega ni, prevzame parlament, vodja parlamenta s tem pravzaprav to funkcijo. Ne vem, ali je to res ali ni res in kako oni gledajo. Skratka, kako spoštujejo, a pa gledajo na svojo oblast. Glejte, jaz zdaj tule delam za podjetje nemško vladno v Ukrajini, tako je zdaj tu kakšnih političnih izjav ne bi dajal. To zelo gre v tej smeri. Zdaj, jaz osebno moje mnenje je to, da je Zelenski predsednik, ki je na ponudbo Američanov, da naj gre v helikopter februarja 2022 rekel, jaz ne rabim prevoza. Ne rabim prevoza. Ali se je to dobro odločilo ali slabo odločilo? Lahko rečemo, da če bi bil izkušen politik, bi takoj šel, pa bi že ustanovili vlado v izgnanstvu. Je bil neizkušen, pa je rekel, se bomo borili, pa bomo, ne? To. Vsaka oblast, če je predolgo traja, kjerikoli demokratični, ne, v mirni državi, rabi volitve. V Ukrajini je tako, da dejansko, mislim, da oni po ustavi zaradi v času vojne ne morejo imeti volitev. Tako zdaj, ali hoče oblast to vzdrževati, ne, lahko povemo, ja, imate dvotretjinsko večino, pa spremenite ustavo. Tako jaz to težko povem. Mislim, da on ima na, torej ta oblast, torej, ali pa recimo Zelenski, zdaj oblast je seveda preširoko govoriti, ne.
imajo še več kot 50% podporo za to, da se vojna naj nadaljuje, ker ne bodo popustili. In mislim, on osebno tudi ima zelo visoko podporo, ki bi si jo marsikdo želel. Zdaj, gledajte, v vojni imeti visoko podporo, ja, bi lahko rekli, je mogoče lažje kot pa brez vojne. Ampak ta zadeva zdaj že nekaj let traja, malo mogoče predolgo. So vsi že zmatrani. Tako, gledajte, jaz to težko. Zdaj obstajajo, veste, imajo redne, kako se reče, te surveje, sociološke raziskave in tako naprej, ki so zelo realna, namreč vi morate vedeti, da v Ukrajini obstaja civilna družba. Obstaja relativno svobodno medijski prostor, relativno govorim. Glede na vojno zelo. Torej, zelo se lahko šimfa in se lahko pluva po oblasti v tej državi, kjer je vojna in ki jo, bi si marsikateri oblastnik želel, da to ne bi temu bilo tako in bi rekel, mora biti po moje. To bom vse zaprl, razglasil takšno izredno stanje, da mi ne bo noben mogel več nič reči. Da ne bom jaz vsako jutro ali pa ne vem 24 ur na dan bral v medijih, kaj sem slabega naredil. Tako, ta obstoječa demokracija, ki obstaja, še zmerom, je za državo v vojni presenetljiva in mislim, da je v redu to, da ljudje vejo, zakaj se borijo, da koliko vejo, zdaj, seveda, dosti ne vejo. Mi, ko smo izven tega, še manj vemo, in potem zopet beremo v časopisih. Ampak, torej, ni v Ukrajini ta morala, da bi zdaj rekli, karkoli že bo, samo da naj pridejo Rusi. Ni temu tako. Glejte, zdaj se ciljno uničuje to energetsko infrastrukturo. Da bi bilo hladno, da bi bilo mrzlo, pa da bi ljudje izgubili voljo do česarkoli. In veste, ljudje so znajdljivi, najdejo alternativne vire, oblike, torej vojna naredi ljudi, človeka zelo iznajdljivega. Tako, nažalost, veste, nažalost, ta zadeva, da bi zdaj oni rekli, ok, zdaj pa pridite, pa mi smo naci država, pa tu je, v njih je to. Še zadnje vprašanje. Bojan Grabovšek. Se pač tikava, hvala, Andrej, zelo veliko smo slišali, zelo veliko. Imaš izredno pozicijo, privilegij, skratka, doživljaš to grozno vojno v Nemčiji, kjer živiš, v Sloveniji, kjer si zelo veliko, in v Ukrajini, kjer si tudi zelo veliko. Zdaj, in takih diskusij, vprašanj si slišal veliko, v vseh koncih in kraj, kot si nam povedal. Zdaj bom prišel za neko osebno oceno. Kar zadeva vojno v Ukrajini, odnos Ukrajina-Rusija, to je moje seveda subjektivno gledanje, je, da je pri nas pravzaprav, ne glede na to, da je nekdo napadel drugega in da je nekdo manjši od tistega, ki je večji, ki je napadel, pravzaprav bolj ne toliko empatije do Ukrajine, kot bi si človek pričakoval. Jaz osebno tudi. Vseeno neke pisanja, podpisovanja in to ljudje, ki so sicer pametni, podpisovanja, da bi vsi odločali Ukrajine razen Ukrajincev. Mislim, grozljiva zadeva, težko razumeti. The bottom line, seveda, nihče si ne drzne reči, da ni Rusija napadla, tega si nihče ne reče. Ampak, res, malo bolj potiho, nekaj se malo skrivenčijo, res, da je napadla me Rusija,
Ampak nekako Ukrajinci so pa kar malo sami krivi. To je nek, kako bi rekel, nek zaključek, ki ga lahko neredko dobiš in slišiš. Zdaj, seveda se bojim, da jaz, če bi vprašal, rad, če se strinjaš z menoj, kar zadeva Slovenijo, ta ocena, in ne vem, hočeš pa rekel, da je to spet politično, ampak se ni. No, jaz mislim, da je to zelo politično bojan. Omenjal si podpisovanje, omenjal si, glej, ne, med vrsticami vsi razumemo, zakaj gre. Zdaj, glej, vsak se odloči sam konec konca. Ne. Vsi smo hodili v zelo podobne šole v tem sistemu, vsi smo imeli neko vzgojo, neke starše, ki so nam enim rekli, da moramo k maši hoditi, drugim so nam rekli na tak naprej, ampak vsi so nas učili neke vrednote. Ne. In pa če je treba okrog sebe malo gledati, pa potem reči, no, jaz sem za to ali sem pa za to. Jaz bi to rekel, ne, da ni mase, nekaj posameznik in posameznica. Ne. Seveda, ki potem delajo maso in mase se manipulirajo zaradi meni in tako naprej. Ampak jaz težko res to komentiram. Ne. Koliko si je kdo, zakaj sam kriv. Veš, eni smo se rodili z obema nogama, rokama pa z glavo, ne, drugi so imeli smolo, so imeli, ne vem, krajšo roko, so 1,20 m visoki, ne vem, so cel dan bolani, hvala Bogu, eni smo zdravi, živimo, tako naprej, ne. Tako, dostikrat, mislim, sami smo si krivi, ljudje umirajo, ljudje se ubijajo, brez veze. Ne. In to, še enkrat povem, torej za moj politični statement je, slovanski živelj se med sabo ubija. To je grozno. Ne? S tem malo filozofskim koncem zaključujemo to današnjo debato in se zahvaljujem našemu današnjemu gostu. Res je, ogromno nam je povedal, res je dobro slišati, da nekaj, kar lahko doživlja samo nekdo, ki je blizu tem rečem. Še enkrat najlepše hvala, upam, da te nismo preveč izčrpali in da se vidimo morda že čez kako leto, ponovno. Ampak tako je, ne, naj bo čim prej mir v Ukrajini, potem bomo definitivno se videli, spili kaj in tudi se vsega zavoleti. Najlepša hvala še enkrat za povabilo. Fajn vprašanje.